drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si. Gledate pa današnje Uro resnice, z menoj so naša stalna komentatorja Boštjan M. Turk in pa Miran Videtič, lepo pozdravljena. Tema današnje oddaje pa je Janša nima 100 dni, vojna je že tukaj. Ampak zdaj, če gremo po vrsti, malo bomo pogledali, kaj se dogaja te dni, od zadnje Ure resnice, pa recimo, če začnemo z sinočno Tarčo. Zdaj, zate, Miran, vem, da si jo gledal, ker sva se o tem nekaj že pogovarjala. Boštjan pa mi je rekel, da je ni gledal, da je potem naknadno spremljal preko X-a, če sem to razumel. Da, tako je. Tako da boš imel vseeno nek komentar. Da, seveda, seveda. Zdaj, ob tem je bila Black Cube, ne? Ampak videl sem napoved Tarče, da bodo vse razkrili, ne? Ja. V bistvu nekako nisem zvedel nič novega, razen ime te gospe, ne, ki naj bi posnela Paravana in pa še Paravana pa unga hrvaškega direktorja v Zagrebu. Ne. Ostale stvari so bile pa samo znane, ne. Nekako so povzemali vse te stvari, ne. Pa mogoče smo videli to, recimo, tudi to je nekako malo novo, ampak recimo, ali pa itak smo vedeli, da je temu tako, da policija se v bistvu sploh ne ukvarja z preiskovanjem tega, kaj je nekdo tam rekel, ampak vsi panično iščejo, ali pa mrzlično iščejo tistega, ki je to posnel, tega pa očitno še vedno niso našli. Ne. Še vedno niso našli povezave med posnetki in med Black Cubeom, ne. Pa fasciniral me je ta nastop Branka Lobnikarja včeraj, ker Tarča fenomenalno pozablja povedati, da je Brane Lobnikar državni sekretar, Golobov državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve. Skratka, Golobov uradnik je komentiral korupcijo med Golobovo vlado, ne? Nekako takole. Ne? To je pa Tarča zamolčala. Ne? Ja. Tudi do njega še pridem, ampak v bistvu si kar strnil večino glavnih zadev. Skratka, mene ta včerajšnja Tarča ni v ničemer presenetila, nič novega nisem zvedel, tudi zato, bom rekel, agentko se je že špekuliralo po nekih krogih, tako da pravzaprav dodane vrednosti ta oddaja ni imela, me je pa učvrstila v tistem, spomniš se, ker smo se mi pogovarjali o tem Black Cubeu, da jaz mislim, da je tista moja teza kar v pravo smer. Teza, ne boš, da jo poveš še enkrat, ne? Teza, da je pravzaprav afera, tako imenovana afera Black Cube, samo dimna zavesa za neko res pa državno organizirano akcijo, ki jo je izvedel Izrael za to, da je preprečil takrat pozitiven sklep o pridružitvi Južnoafriške republike, da se zdaj ne vračam na tisto oddajo, lahko si jo gledalci pogledajo. To je ena stvar in pa druga stvar, ki pritrjuje še dodatno moji tezi, pa smo jo zadnjič pozabili povedati mogoče, da je bivši direktor Sove Joško Kadivnik in pa tudi intimno, bom rekel, Vojko Volk sta bila ves čas proti kakršnikoli bom rekel, resnim posegom zoper Izrael in to nas pripelje potem do tega, da so oni enostavno za ohranitev Goloba potrebovali neko dimno zaveso. Mi smo včeraj tudi videli še enkrat, ne, mislim, vse to, kar se je dogajalo od nekega taksista, ki vprašanje, če je taksist, do tega, da so oni puščali sled na vsakem koraku, mi daje vedeti, da ta zadeva, da je bila verjetno v to smer, kot sem jaz povedal. Kar se tiče pa samega RTV-ja, lepo je, da pripravijo tako oddajo, lepo je, da želijo, bom rekel, razkrivati neke zadeve, lepo je, da povabijo tudi saj večino eminentnih gostov, tukaj predvsem mislim na gospoda Penka, torej odvetnika Penka, na odvetnika Mlinarja in pa dr. Čaleto. Kaj je delal pa tam, to si pa že sam povedal, Lobnikar je pa pravzaprav tisto, kar pri mene pri RTV-ju najbolj skrbi. Ne? Pravzaprav pripravijo oddajo, ki jo pa začinijo vsaj z enim človekom, ki je pravzaprav politikant. Ogrnejo mu plašč varnostnega strokovnjaka in ta človek pride in pod, bom rekel, tem plaščem varnostnega strokovnjaka izvaja politiko. In ljudje, ki to gledajo, niti ne vejo to, kar si ti povedal, da je bil on praktično državni sekretar. Ne, bil je državni sekretar. Ja, ampak to ljudje ne vejo. Ne vejo. Seveda, da ne vejo. On je bil državni sekretar, bom rekel, v Golobovi vladi in to na ministrstvu, ki je bilo najbolj politizirano. In vpleteno v to zgodbo. Najbolj. Ne? In potem tam v 2-3 stavkih zavije
pravzaprav kot varnostni strokovnjak zavije na politikanstvo. In hvala Bogu, bom rekel, da je bil tam gospod Penko, ne? Pa tudi gospod Čaleta, ki sta enostavno proti takim nastopom v nekem vljudnem jeziku, v nekem vljudnem tonu povedala, da to ni resno. Ampak, v nekem momentu se mi zdi, da so se mu celo smejali. Ampak kar pa mene skrbi in a se to zavedajo pri RTV ali se ne, ali se tega Erika Žnižar še zaveda ali ne, ona na ta način svojo oddajo legalizira korupcijo in kriminal. Ker povabi človeka, ki pravzaprav želi odpeljati oddajo v politikanstvo, ona pri tem pomočnica pri legalizaciji in verifikaciji kriminala in korupcije v tej državi. Bodimo pošteni. Mi se v tej državi korupcije verjetno ne bomo nikoli znebili do točke 0. Ampak meni je še bolj grozen, da potem imamo javni servis, ki poskuša pomagati temu razcvetu korupcije in kriminala. Ker če se nič ne zgodi, potem si vsak mislil od teh, bom rekel, ki so mentalno naštimani za to, da grejo v korupcijo in kriminal, da pravzaprav se jim nič ne more zgoditi. In to dela javni servis. In to je tisto, kar je bilo zame vsaj, osrednje sporočilo včerajšnje oddaje. Javni servis je v pomoč korupciji in kriminalu. Drugega pa nismo nič zvedeli. V bistvu Penko je imel pa tudi delno Čaleta, pa dobrih poudarkov. Zelo dobrih. Racionalnih poudarkov. Ampak res strokovnih. Da je v bistvu, kdo je to posnel, pa kdo je tisti montaže delal, pa se zdaj je čisto banalna zadeva. Najpomembnejše vprašanje je, kaj so tisti argumenti, oziroma kaj je bil tisti, ko je Golob rekel, tisti premislek, zakaj on je pač ni potem... Politična realnost. Kaj je ta politična realnost, zakaj je potem Svoboda odrekla, pa del tudi Levica odrekla podporo Slovenije, tej tožbi. Ampak jaz bojem samo ta stavek še. Jaz mislim, da je pravzaprav, da take oddaje so delane namenoma, ker se nič ne odgovori, ustaja pa tisti ogenj, ki tli, da lahko recimo da grejo na politična obračunavanja. Nič. Ti poznaš tega odvetnika Jožeta Oberstara? Ja, se poznava. V čem pa je finta, da nek odvetnik, ki je bil predsednik nadzornega sveta Darsa, pride na tačo in tam v bistvu dobesedno joče, oziroma se, ne vem, niti posipaval se ni s pepelom, dobesedno se je zjokal. In hkrati še priznava, kako je v bistvu bil dovzeten za politične vplive. On je v bistvu priznal, da je na podlagi pritiska politike recimo odstavil Hajdinjaka, naprimer. Ja, kaj pa če? A veš, mislim, to je zdaj tako. Zdaj si predstavljaj. Človek, jaz se ne bi najel, zdaj potekaj. Jaz tudi ne bi šel na tako. Jaz tudi ne bi šel. Mislim, kot odvetnika ne bi najel. Mislim, stavek, da se je čutil premajhnega za tako zadevo, pa da je vseeno šel. Mislim, jaz to ne vidim drugače kot nek finančni pohlep. Isto kot pri Dominiki Švarc Pipan in verjetno tudi odvetnici in verjetno tudi seriji vseh tistih, ki jih danes še nismo videli. In so, bom rekel, posneti. Tako da zdaj biti žrtev, seveda da je, ampak na nek način je žrtev zato, ker so to velike državniške igre. Ampak če ta zgodba ne bi prišla ven, niso ugrabili, če ta zgodba ne bi prišla ven, bi ostala v njegovi glavi verjetno teza, da bo nekaj dobro zaslužil. In bi isto govoril, nič se ne bi spremenil. Rekel je, da se mu je zdelo malo sumljivo, da so pač ti, ki so ga intervjuvali, poslali avto za šoferjem Ponga iz Dunaja, ampak očitno se je potem kljub temu usedel ta avto. Ampak poglej, saj niti ni on tak problem, on je sicer res, da bil nadzornik Darsa, ampak mi imamo praktično ministrico, nedolgo nazaj je bila ministrica Dominika Švarc Pipan, ki je tudi potem, ko je padla kot ministrica, smo jo lahko videli na ustanovnem srečanju Dovosa, kjer se je objemala s Kadivnikom, z Damirjem Črčecom in podobno. Ona je zame večji problem, kot pa en zasebni odvetnik, bom rekel. Ker ona je pa vendarle od tistega trenutka, ko je minilo, da je padla kot ministrica, po težkih mukah sicer odstopila oziroma odšla, oziroma bila zamenjana, kakorkoli že, pa do tistega trenutka, ko je ponujala svoje storitve tem pač agentom,
Ona je zame, torej tisto, kar so včeraj v oddaji rekli, jaz se ne strinjam, da so pač to hvalisanja. Ne vem, če so. Jaz mislim, da tako res postopki v Sloveniji potekajo, da ona pokliče partnerko premierja, ali pa da so potekali, da ona poklicala partnerko premierja, ki je potem v spalnici to urejala, kdo more posle dobiti in podobno. Ne? Jože Oberstar je verjetno res iz neke želje nekaj zaslužiti, pa ne? Una je pa dejansko, bom rekel, pričakovala veliko zgodbo. Ne? Če se je Oberstar še zavedal, ne, da je premajhen, ne, za te stvari, pa ona verjetno ni pomislila, da je premajhna za take igre. Ne? Tako da enostavno, živimo v državi norcev, ne? Če mene vprašaš, ali pa naivnežev, ne? Ki mislijo, da denar raste na drevesu in da ko pokličejo neke tuje korporacije, da to pada pol z neba. Ampak to je samo posledica tega, česar so navajeni v tej državi, da jim pada z neba. Ne? Zdaj pa te mali, se pa čujem malo. Se pravi, zdaj bom moral orek nadoknaditi. Ja, sej ni kaj dodati, ne. Jaz bi rekel to, iz enega drugega zornega kota bi pogledal, to je ogromen izziv za novo vlado. Ne. Ker vse te stvari začenši z RTV-jem, torej ni institucije javne televizije v Evropi, ki bi ravnala tako. Ne. Če greste v Anglijo, če greste oziroma pač v Avstrijo, najbolj začnemo pri nas, ne v Avstrijo, na Hrvaško, v Italijo, karkoli. To informacijo imam pravzaprav za zamejskih Slovencev, ki redno gledajo italijanske Rai Uno, ne. Da je to pravzaprav nekaj popolnoma neverjetnega. Vse je predvidljivo, tudi ta tarča je bila narejena samo z enim scenarijem, ne? Da se pač maskira tisto, kar je potrebno maskirati in kompromitira recimo tistega, ki ga je potrebno tukaj kompromitirati. To je treba enostavno ukiniti. To ne more biti. Torej, to so zloraba na zlorabo, k zlorabi za zlorabo od zlorabe. Nazaj k zlorabi. To je ti ljudje, Erika Žnidaršič, vsi ti, tudi kdorkoli je v tem ferajnu notera, ne, kogarkoli pač ta Golobova vlada ni postavila. Na cesto imajo to genetski kod, mi zlorabljamo, to je normalno. In se sploh nihče več ne sprašuje, pri nas je toliko stvari postalo abnormalnih, normalni, ki so v bistvu abnormalni, da je to najbolj zastrašujoče. Ampak tle bo treba enostavno, to je izziv za to vlado in tej vladi so volivci ta mandat tudi naročili, oziroma naložili zato, ker 580 tisoč, mislim, da ljudi je glasovalo za približno to opcijo, ki sestavlja vlado, ne? Teh 580 tisoč ljudi je pa zelo jasno povedalo, da je golobovanje nekaj, kar je absolutno nesprejemljivo za slovensko družbeno bit, kot se temu reče. Ne? In tle tu bo treba enostavno to bo treba narediti, to se pač ne da, tega se ne da rešiti. Ne morete rešiti človeka, ki v svojem mentalnem kodu dojema, da je zlorabljanje televizije nekaj popolnoma normalnega, ki naredi vdajo, tako kot je Miran prej prikazoval, torej opisoval, ne, da se nekaj pokrije, potem najdejo 3 potrčkote, enkrat 3, enkrat 2, enkrat nobenega, včasih kukor gre, kukor levo, desno, da to potem zamaskirajo in potem lepo mislijo, da so upravili svoje delo. To je grozljivka, ne? In vsem tem ljudem seveda v zakulisu gre pa samo za finančne privilegije, ne? In jaz mislim, da zdaj te volitve so pokazale in ta vlada je pokazala, da tukaj enostavno ta razkorak med tem, kar eni govorijo, pa kar eni mislijo, pa kar eni delajo, da se je to opazilo. Ne? In to več ne gre naprej. In mislim, da ljudje pričakujemo, da bomo na koncu mandata te vlade pred volitvami imeli normalen servis. Pač normalen servis informacij, ki se imenuje televizija, ali pa zagotovo pričakujejo, ne bomo imeli ničesar, ker tudi tega ne rabimo. Ne? Če nekaj ne opravlja svoje funkcije, govorimo o informativnem programu, drugo ne ostane, ne pač tisto, kar so usporedni, ampak informativni program, s katerim oni želijo v nedogled dosegati nemogoče, se pravi stalno kontinuiteto svoje oblasti. V principu je celota televizija bolj ali manj tača tega informativnega programa, ne? Za katerim pa stoji politika. Ne? Zdaj vidim pa teh fines, ne vem, če ste opazili, kako zdaj zgleda to vabljenje teh gostov. Zdaj tam nastala nekih 10-15 ljudi, ne, ki so v bistvu stalni gostje, ne, teh raznih informativnih skupina, ki se rola. In podobno. Zdaj se recimo opazil za primer Dejana Steinbucha, ne, ki piše za Reporter, on je zdaj reden gost. Ne, in kot vidiš, ne, zdaj tudi začel podcaste voditi na Reporter in potem vabi tiste, ne, ki njega povabijo. In to zdaj poteka kako
koli, ampak če bi šlo za dva zasebna medija, ni pomembno, ne. Pomembno pa je, ker je tam pač javna RTV, ne. To so taki, kako bi rekel, sitne ribe, ne, ki upravljajo neke minimalne tele medijsko korupcijo, no. Ampak to je nacionalna televizija, ki jo mi vsi plačujemo in to, kar se tam dnevno dogaja, to je pa stalna zloraba. Oni imajo 15 ljudi, ki jih vabijo zato, ker so preizkušeni, ker se točno ve, kako bo govoril, vse je predvidljivo. Nekaj bo namignil, Steinbuch je specialist v tem, da stalno nekaj namigne zoperjača, čeprav, prostite, prosim, kdo pa si ti Dejan Steinbuch, kaj pa si v svojem življenju napravil, da lahko kritiziraš nekoga, ki je 4-krat postal predsednik vlade? No, novinar je kritizira, ne? Ja, novinar je pa kritizira, ne? On kritizira pač iz nekega, bi rekel, premisleka, ne? Tako kot kritizirajo Markež iz nekega premisleka, kot reporter iz nekega premisleka, se pravi, ta premislek je pa na koncu istoveten s kakšnim interesom, da nekaj od tega imajo, pa to ne gre. Se mislim, da je to povezano z poslom njegove soproge. Pa še to, seveda, vedno so neki tokovi denarja, vedno je nekaj v ozadju, in ti ljudje se pa potem grejo blef velikega novinarstva. To ni novinarstvo. To, kar dela nacionalna televizija, to pač ni novinarstvo. To z novinarstvom nima nobene zveze, oziroma je neposredno zanikanje novinarstva. In ti ljudje pa seveda, ampak to so se naučili od Kučana, od partije, od nekdaj imajo to v genetskem kodu, govori tisto, kar ni res, ampak prikazuje, da je to resnično. Ne? Oni so prvi, ki vstajajo v obrambo novinarske svobode, če so kar prvi, ki kršijo, ki dušijo kakršnokoli novinarsko svobodo. Pa se jaz to vem iz reporterja, sem bil 12 let tam, vsak dan vse poznam do obisti. Če bi jaz napisal knjigo Ozadje reporterja, bi imela 1000 strani namesto to, kad jih je šurla. Pa ne bom, kaj bi, hočem reči, ampak ali pa mogoče kdaj bom, zato ker je s to prakso treba prekiniti. Dovolj je farbanja ljudi, dovolj je zlorabljanja institucij, pa se to je kaznivo dejanje. Če bi kakšni odvetniki ali pa karkoli pogledali, ne, da ti tako, kot zdaj ugotavljamo, tole tarčo pripraviš, samo z namenom, ne, da maskiraš določen problem, ker največji problem, ki ga tile gospodje imajo, je Black Cube afera. Pa ne zaradi tega, da bi jo inštaliral Janša, ker je ni, ampak zaradi tistih posnetkov, pa zaradi tistih, ki jih še nismo videli. In smo vsi v veselem pričakovanju naslednjih posnetkov. Oni ki so pa na posnetkih, so pa malo manj veselem pričakovanju tistih posnetkov, ampak enkrat bojo, se le napovem, nikoli se nisem zvedel, kar se napovem, enkrat bojo tudi tisti posnetki zaokrožili. Ne? Tako da hočem reči, in oni so da to delajo in naredijo tarčo za to, da maskirajo, pa da prelagajo. Mislim, da ta tarča je bila v bistvu neke vrste eden od odgovorov na tiste izjave pač Joška Kadivnika, ne, ki je priznal, da nimajo dokazov, ne, o tem, verjetno. O tej povezavi. Mogoče samo ta stavka ali pa dva. Ne, jaz sem pravzaprav vesel, ne, da imamo novinarje, ki brskajo, ne, ali pa ki, ne vem kaj, upravljajo svoje delo. Pri tem ostanemo. Ampak moti me pa to, seveda, Janša ne sme biti nedotakljiv, ta vlada ne sme biti nedotakljiva. Ampak oni se zaženejo šele takrat, v polni meri, ko je Janša na oblasti. Nekoliko manj se zaženejo proti oblasti, ko je kdo drug, iz levega, pogojno rečeno, jaz ga imenujem transakcijskega pola, na oblasti, ampak tudi takrat se zaženejo v Janšo, ker je v opoziciji. To je ta del, ki mene strahovito moti. Pravzaprav Golob ni imel nobene resne kontrole medijske, če smo zelo pošteni, v vseh 4 letih. Imel je prvi 2 leti medijski mir, ne samo mir, imel je promocijo. Ne? Kasneje, recimo, ne vem, je imel relativen mir. Ampak to ni samo naš problem. Jaz danes, recimo, sem pogledal tale radio Slobodna Evropa. Ne? Je v letih 50 ustanovljeno, zato, da bo zagotavljala torej medij, da bo zagotavljal medijsko svobodo ali pa da bojo prodirale informacije od tam, kjer so bile te zaprte države, bom rekel, komunistične, ne? Danes ta medij ne dela nič več tistega, za kar je bil ustanovljen. Danes je to promotor neke ideologije, ne? Ravno danes sem poslušal, ali pa včeraj sem poslušal eno zadevo, promotor ene ideologije, v katere, če gledamo slovensko... Radio Svobodna Evropa. Si poslušal? Ja, pogledam, ne, ali pa na internetu pogledam, se pravi, plačan strani ameriškega kongresa, sedež ima, mislim, da na Češkem, ki ima v Pragi, ne imajo sedež, ampak hočem ti reči, vse tisto, za kar je bil ustanovljen, danes ne dela več. Je čisto ideološko trobilo, kjer prideta v studio 2, ne, ideološka opranca, ne, z naše strani recimo Gorazd Kovačič, ne,
ne, in govori o stvarih, ki bi sicer lahko bile resnične, ampak potem, ko se vprašaš, novinar ga seveda ne vpraša, ker ne pozna razmer v Sloveniji oziroma voditelj, ampak potem se vprašaš, pa čak mal človek božji. Lansko leto, predlansko leto in podobno je odpadla tarča zaradi cenzure. Se pravi, Radio Slobodna Evropa bi mogla biti prva, ki bi ponudila Eriki Žnidaršič studio, da pove, da urednikom, nič od tega. Nič od tega. In to je tisto, kar mene skrbi na tej medijski sceni. Mi se ukvarjamo samo z ne vem, peščico nekih politikov. Ne? Ena zadeva, in jaz sem to videl, jaz to poskušam kompenzirati s tem, da pišem v bistvu svetovne, evropske časopise, zato vsi vedo, o Sloveniji, pišem redno tudi o drugih zadevah, pa tudi o Sloveniji, ampak jaz sem tle strahotno osamljen, preprosto zato, ker ta tranzicijska levica ima tako infrastrukturo ljudi, ki pač pokličejo nekoga, pokličejo tretjega, zdaj a gre to tudi, da dajo kakšne, bi rekel, beneficije ali kakoli, jaz tega ne vem, ampak dejstvo je, da Slovenija je za nekega evropskega novinarja ali pa za nek evropski pogled, žal, to je moja domovina, jaz jo pač ljubim, ampak je pač nepomembna, ker je premejhna in oni se ne zanimajo. Oni verjamejo prvemu in tudi danes je življenje pač izredno intenzivno, ljudje delajo po 12 ur na dan in nimajo časa preverjati zaradi neke Slovenije 3., 4., 5., 6. Jaz vem, ko je bil tukaj fact-finding mission, obisk, to je bilo marca oziroma aprila lansko leto, Evropskega parlamenta, sem bil tudi jaz konzultiran iz naslova, bi rekel, publicista, pa predvsem iz naslova Evropske akademije, ker sem pač dekana, In jaz sem bil s temi pač sogovorniki, evropskimi poslanci, sem bil presenečen, kako nič ne vedo o Sloveniji na eni strani in na drugi strani, pa kako jih neverjetno čudi, kaj se tukaj pri nas dogaja. Kako recimo to, kar je najbolj v oči bijoče v času Golobove vlade, so bili mediji servilni do Goloba in obrnjeni zoper opozicijo. Mainstream mediji. Prav tega to ne moramo verjeti, Tega ne moramo verjeti, da tu ta vlada ima spet nov izziv, ker mora pač ustvariti, mora uravnotežiti Slovenijo nazaj. Mora pač vzdržati neko mrežo, ustvariti neko mrežo, po kateri se bodo o Sloveniji v Evropi širile pravilne informacije. Zaenkrat to delajo 2-3 evropski poslanci, pa še nekaj, bi rekel, navdušencev, freelancerjev, kot sem recimo jaz, bi rekel, svojimi zvezami, recimo, ki jih tudi jaz imam, ampak to je premalo, Oni imajo pa celo armado plačano iz NVO, iz proračuna, ki širijo laži. Same laži, zato ker laž je njihov temeljni aparat. Oni drugačne ne znajo. In utelešenje tega temeljnega aparata laži je pa predsednik nedanje republike, predsednik centralnega komiteja, ki je pod prisego lagal v državnem zboru. Milan Kučan, v zadevi da to je omerza vse v belodanu, vse imamo črno-belo dokumentirano v papirjih, tega ni storil nobeden predsednik ali pa nekdanji predsednik republike v demokratičnem svetu, da bi jaz to vedel. In preživel, Pa jaz sem še kar tukaj. Pa saj sem rekel, če gremo že zdaj je pol leta od tega, če gremo že nazaj na Reporter, lahko spet vprašam Igorja Kršinarja, kdaj bo Kučan vprašal, zakaj je to storil ob tistem velikem intervjuju takrat 20. januarja, ki ga je imel v Reporterju. Zakaj noben od novinarjev ne vpraša Kučana, poslušajte, tole so od Omerze, bi rekel, od Omerze dokumenti, tole je pa vaša izjava na komisiji pod prisego. Zdaj pa vi to razložite. Ampak tem se ljudem zdi to popolnoma normalno operirati z lažjo, zato ker laž je pač njihov temeljni mehanizem in drugega nimajo. In laž se potem sprevrže v blatanje in to prav. Novinarstvo je pač rato biznis. Zdaj, za koliko velik denar res ne vem, ampak dejstvo je, da je biznis. Ampak to ni več novinarstvo, to je biznis. Seveda, da ne. To ni več novinarstvo. Seveda, da ne. Ja. Dobro, predlagam, da gremo naprej, ti si omenil predsednico republike, mimo grede, zdajšno, omenil si Kučana, ampak mislim, omenil sem Kučana, pa seveda se... Pa gremo k Nataši Pirc Musar, zdaj minulo sredo je naredila prvi sprejem, uraden sprejem za to novo vlado, prišli so Janša, mislim, da so bili čisto vsi ministri tam, oziroma ministrice, in zgodilo se je to, kar se je pa zgodilo, Ste niče ni pričakoval, da bo neka oblast naredila tam, ampak se mi zdi, da s tem govorom je šla malo preko meje, tako bom rekel, žugala je, kaj vlada sme, kaj ne sme narediti, Jaz sem gledal potem te
izraze teh ministrov na teh fotografijah. Eno sem tudi objavil, no, vsi so bili, mislim, ne, pač, na nek način zgroženi, eni so me da celo hoteli zapustiti, ne, pa potem iz nekega spoštovanja do funkcije predsednika republike, predsednice republike tega niso naredili, so tam ostali in tako dalje, ampak bom rekel, precej nenavadna situacija, no, v tem smislu. Ne. In očitno je, da ona pač to počne zaradi svoje bodoče kandidature, ne, prihodnje leto. In pa zaradi pripadnosti ideologije. In pa zaradi teh ideologij, ampak vajen komentar. Ki pa je finančno... En moj, lahko v smislu komentarja. Ne, vajen komentar me je pač zanimal v tej zvezi, oba sta spremljala to situacijo. Ja, seveda, ampak recimo ta situacija pove, kdo je Nataša Pirc Musar, recimo nekaj, kar je pač stvar javnega interesa. Jaz povem, prej nisem, to je bilo tam nekje, to je bilo nepar dni predno, ona je bila izvoljena 22. leta, decembra je potem, konc decembra, mislim, da 20. je potem tudi zaprisegla. Jaz sem bil pa tam med 15. in pa 17. decembra 22 sem bil v Parizu in sem se nazaj vračal za čarterjem preko se pravi Pariz, Cirih, Ljubljana. In jaz sem imel gor masko v avionu in Nataša Pirc Musar pride sama, takrat še ni imela nobenih varnostnikov, se v Cirihu ukrca. Če to je bilo po izvolitvi? To je bilo po izvolitvi pred prisego. Se pravi, predno je dobila varnostnike in ko je še zadnji hip lahko hodila okrog, ne da bi jo kdo... Po izvolitvi, ampak predno je stopila mandat. In se spomnim njenega obraza, ona gre po avionu tako in zagleda mene in tisti obraz je bil obraz strahu in predvsem pa, ona ni imela maske gor, ampak me je videla, me je takoj spoznala, ne, predvsem pa, da sem jo začopatil na nečem, kjer je ne bi smel. Tako, ja, Cirih, veliko finančno središče, gor dol, levo, desno, vse, kar vemo o možu, o financah, vsem tem, zakaj? Ja, ti se vedno znajdeš na nekem čudnem. Ne, ampak jaz, če bi ona tako rekla, ona me ignorira, ne, ampak ta obraz, kada si zasačen pri nečem, česar ne smeš početi. To je njen obraz takoj povedal. Pa je pa zginila naprej. Ne? Ampak to se bom tega obraza se bom spomnil vedno. To vse v njej pač, mislim, to pač, hočem reči, to, kar pa počne zdaj, pa v njej pove pač to, ne, da je ona v bistvu, tako kot so rekli, najslabša predsednica, ne, bolj kot se ukvarjati z njo, ne, ki je prišla sem zgolj zato, ker če je bila sploh, ne vem, zato, ker je pač Milan Kučan priporočil, ne, in ki je prišla sem v neki post-covidni histeriji, ki je naplavila tudi Goloba, ne. To so bili najslabši ljudje na funkcijah, tako Golob kot Pirc Musarjeva, to so bila najslabša človeka formalno, do zdaj sta najslabše opravila vlogo, ki jim je bila zaupana. Prvič, kar se je pa zgodilo, pa meni ni ta toliko pomembna, ampak to, da je Nova Slovenija, da so to fantje, ki bodo v politiki igrali ves čas še zelo pomembno vlogo v slovenski prihodnosti, ne? Njihova mimika obrazov, ki je enostavno povedala na fotografiji na tvojem portalu Jene, ki je enostavno povedala, da tega pa ne bomo tolerirali. Hočem reči, kakšna samozavest Nove Slovenije, hočem reči, kakšna moč teh fantov, hočem reči, da to je bil pa taka klofuta Pirc Musarjevi, ne? To je pa pomenilo to, lej, ti lahko ljudi vlečeš do določene točke, ne? Ampak onkraj določene točke pa ne moreš, pa tudi, če si predsednica. Ne? In recimo to je tako dezavuiranje, ne? Pirc Musarjeve, ne? Ampak ona je pač, spravim, najslabša, to ni samo moje mnenje, mislim, da tega celo nisem prvi jaz rekel, ne? Ampak ta njena pristranskost, ne? Torej, ta njena absolutna pristranskost, pa te zgodbe o tem bogatenju njenega moža, pa te zgodbe o teh parcelah, pa vse to, pa zgodbe o tem, poslušajte, da si on pobere 800 evrov, ker je prva lady, ali kaj prvi mož, ali kaj je že tam, da si 800 pri svojem premoženju pobere od proračuna, od tega proračuna, ne vem, štajerskih upokojencev s kmečko penzijo, ki imajo 500 evrov, 450 evrov, dobijo, jaz jih poznam, ne, on pa pobere 800 evrov ven, a ne zato, da je gospod mož predsednica, ja pa lepo vas prosim, pa se to je stvar dobrega okusa, ne, tudi tega ni nikjer. Sem malo pogledal, takih primerov, takih, bi rekel, spremljevalcev ni, ne. To je sicer funkcija, na katero cilja bolj Zuljan, kot vidim, ne. Ja, točno. Zdaj, ne, ker ne vem, če si videl, Boštjan, ne, tisti komentar Urške Klakočar Zupančič, ne, ki je objavil na Facebooku eno pismo po tem sprejemu in je pač se zgražala Nataša Pirc Musar, jo primerjala z Hindenburgom, da je Hindenburg naredil napako, ker takrat ni ustavil Hitlerja in da bi ga ona mogla, da se Janša sploh ne bi spela rokovati in podobne stvari, ne.
Ja, ampak to govorijo ljudje, ki jim je totalitarno mišljenje, tako imenovanih, to, kar je v moji knjigi, kar se razlaga, med internacionalnim in nacionalnim socializmom, med komunizmom pa nacizmom ni nobenih razlik. To so iste metode, ista barva zastave. Sovjetska zveza je imela enako zastavo kot Hitlerjeva Nemčija, rdeča, krožec pa prekrižan simbol, nekje krst pa skladivo, drugod pa svastika. Zakaj enako? Ker so bile enake stvari zadaj. Hočem reči, ti ljudje, ki se sklicujejo na komunizem, pa na NOB v komunizmu, oziroma komunizem v NOB, ki ga sploh ni bilo, pa gor pa dol, ne, ti ljudje so najmanj upravičeni, da bojo komu delili lekcije totalitarizma. Čeprav ta je močna, ne, primerjati Janšo s Hitlerjem, ne? Pa to je počela mladina, ne, mislim, seveda je močna, ne, ampak ti ljudje pač se ne zavedajo, da to dejanje, da to delajo, ne, jih postavlja v službo, oziroma jih postavlja tja namesto totalitarnega sistema, namesto totalitarcev. Tako razmišlja totalitarni Janša je bil izvoljen, Janša je bil ne vem koliko zaprt po krivici, zato ker tu so tudi ustavno sodišče, zdaj je bil oproščen v Trenti, on je bil izvoljen na volitvah, ki so bile vse njemu v škodo, instrumentalizirana okolja, v katerih volitvah se je pojavil, so bila vsa instrumentalizirana njemu v škodo, zaključno za zdaj ta zadnjim Black Cube, čeprav so se tukaj, to smo že analizirali, jaz ocenjujem, da so se zmotili, ampak kljub temu, in Janša je bil 4-krat izvoljen demokratično za predsednika vlade. 4-krat. In brez Janše ne bi bilo najverjetneje samostojne Slovenije. Kaj pa lahko Urška Klakočar Zupančič, razen tega, da si je dala na svojo, bi rekel, pisarno v Državnem zboru namestiti domofon, ki ga je Stefanovič montiral, lahko epohalnega pokaže. Ja. Lahko epohalnega. Kaj lahko pokaže epohalnega? Ja, bo rekla še Bora Zuljana, pa midva sva zaljubljena. Dobro, epohalnega, halo. En stavek v Urški Klakočar Zupančič, to smo pravzaprav napovedali, ne? Bolj kot čas teče, bolj blazna postaja, ne? Retorično tudi. Ne? Ampak žalostno v tej državi je to, da bolj kot postaja blazna, bolj ji raste priljubljeništvo v nekem krogu, volilnem. Ne? V nekem obsegu ljudi, neki množici ljudi, tistih najbolj ekstremnih. In jaz mislim, da to ona pravzaprav niti ne vede nekako pač dela to, kar dela, hkrati pa se čuti poklicano, ne, tam pravzaprav trguje ali pa bom rekel mešetari z funkcijami županje, predsednice, njena realnost je... s kandidaturami, ne? Ja. Njena realnost je tam, ker so ji povedali ljudje 22.3. Ne glede na ves trud, ki bi si ga želeli nekateri njeni feni, ki pa limajo, ne, to glasov je dobila, pa on je pa to glasov dobil, pa na koncu izpadajo smešni, ker očitno niti ne poznajo volilnega sistema v Sloveniji, oziroma niti ne poznajo krajev in podobno. Skratka, ženska je, jaz upam enkrat je zalutala v politiko in jaz upam, da nikoli več, ker to ni politika, to je estrada. To je estrada, tista estrada, ki si vsaj jaz osebno ne želim v slovenski politiki. Na levem političnem polu je kar nekaj žensk in moških, ki bi lahko bili resni politiki, celo državniki. Res, da ta moment so poteptani ali pa v drugem planu zaradi te transakcijske politike, ki je pravzaprav Slovenijo preplavila z vstopom ali pa z dovoljenjem Zoranu Jankoviću, da gre na nacionalno raven in potem, bom rekel, z vstopom primitivizma stranke Levica. Ne? In potem so taki kljukci, enostavno nimam drugega izraza, prihajali, sedijo tudi v parlamentu, ne? Še danes, ni samo Urška Klakočar Zupančič tak. Skratka, jaz si želim res neke zmernosti. Ona naj pač nastopa v tistih odlaskovih revijah. Sej verjetno pri kakšnem frizerju, jaz pač frizerju ne hodim, ne. Ampak pri kakšnem frizerju verjetno je zanimivo prebrati kakšen njen osladen članek in podobno, ampak za politiko pa žal to ni, no. In drugo, kar je, ne, če bi imela kanček morale in etike v sebi, ne, se vsaj teh par mesecev, kar je na nam na grbi, ne, da davkoplačevalski ne bi oglašala. Ne. Ženska, ki v sebi govorila superlative, ne, jaz sem zapisal en dan, jaz sem pričakoval, da se bojo to
tuje in domače odvetniške pisarne steple za njo. Pa vidimo, da še danes visi na grbi davkoplačevalcev. Ne? Vsaj toliko bi imela lahko tistega kančka morale in etike, da bi bila tih vsaj teh par mesecev, kar dobiva ta denar. Ne? In nam ne prodajala neke morale in etike. Ne? Zakaj si vam mislil, da se bojo tujo korporacije... Po njenih besedah je ona vrh pravništva. Pa je ta pogledati 4-letni mandat, kako je šolala ljudi. Mislim, tazga talenta je pravzaprav škoda, ampak očitno tega talenta, to me spomne na tistega Marcela, tudi ne RTV, ne, ki je mislil, kaj ga bojo vse medijske hiše po tistem, kaj je padel. Da ga bojo angažirali, da bo to... Tle pol videti, kakšno ceno imajo ljudje. In zdaj eni so seveda z glavo v oblakih, eni smo bolj realni. Ne? In to je to. Kar se tiče pa Nataše Pirc Musar. Kam misliš, da bo šla ta zgodba zdaj med Janšo, oziroma med to vlado pa med Natašo Pirc Musar? Jaz sem hotel biti zanč, recimo, ker sem gostoval na eni od komercialnih televizij, sem hotel malo umiriti strasti, pa sem rekel, da pač je šlo za vljudnostno vabilo, pa da vljudnostno obisk. Pa sem probal odmisliti te njene besede, ne. Ampak pol, ker sem prišel domov, sem začel razmišljati, Madonna, pa lahko sploh odmisliš te njene besede, ne. Ne moreš. Enostavno ne moreš, ker je to tako globoko ideološko ali pa bom rekel karierno levo usajeno v njej, čunljivo, visimo, da enostavno mimo teh besed pač ne moremo. Ne? In jaz nisem bil kritičen do nje. Ne? Ampak, ona je to pripravljen, veš, naprej. In danes, kad gledam za nazaj, si res rečem, ženska, ki ima možnost, ki ima obveznost, če hočeta, ne? Ali pa celo privilegij, da slovenski politični prostor poskuša vsaj normalizirati kot predsednica države, tega ne dela. Ona je pravzaprav ena taka klasična ženska oblika Danila Türka, sicer bolj stemuje pa z AliExpressa, ne? Ker Danilo Türk je, bom rekel, vsaj v neki zunanji politiki pridobil v diplomaciji neke izkušnje, ne? Ona pa še tega nima, ne? Tako da enostavno je, mislim, da je najboljši opis za njo to, kar si ti rekel, ne, da je to karierna levičarka, ali pa, kot je nekdo rekel, pogodbena. Ja, opozorili, da ni karierna, pa da je pogodbena levičarka. In da bi bila pa tudi desničarka, ampak ni dobila pogodbe. Vsak tist, ki je imel, bom rekel, kakršnokoli izkušnjo z njo, ne samo iz časa, ko je predsednica prej, ko je bila odvetnica, jaz sem imel en tak primer. In ona je, recimo, pri ocenjevanju nečesa, kjer sem se jaz znajdel v problemu, ocenjevala striktno preko kapitalskih donosov, bi s temu rečem. Ne? Striktno preko kapitalskih njenih donosov. Ne? In paradoksalno pa je to, ne, da je takrat to omogočil medij, vsej ga lahko imenujem, stara ekipa Domovine z Volkom, z Čakšom, ne, in bom rekel, tudi trznili niso ob tem, da bi meni dali priložnost, da bi kakšen svoj stavek povedal. Mislim, da po 8 dneh na moje, bom rekel, en tak protest so komi odreagirali. Ampak hočem ti reči samo, kako ta kapitalski pogled na življenje ljudi različnih ideoloških polov poveže lahko in delajo lahko skupaj, udarjajo po človeku, tolčejo po človeku. In konec koncev tudi danes vidimo, so mediji tudi na desni, ki nekako ne vidijo Nataše Pirc Musar v pravi luči. Ne? Ja, pa recimo na tatku si rekel pač konkretnih problemov, da se ne ukvarja s konkretnimi problemi. Recimo en konkreten problem, ki je pač nek dolg te države, ne, naslednice, so recimo argentinski Slovenci. Ne. Ta država ni, recimo tam jih je bilo 50 000, ne. Ta država ni nikoli, ali pa z najvišjega mesta ni nikoli napravila ničesar, da bi se to krivico, ki so jo naredili, ker oni so morali pač zaradi totalitarnega sistema, ogromno so jih pobili, so morali pa pač Slovenci po svetu in so se ustalili v Argentini. Recimo, da čisto en konkreten primer, ki je prišel do mojih ušes, da zapirajo osnovno šolo v Mendozi, pa vrtec, pa neki razred srednje šole, ker zmanjkalo denarja. Gre za tam 10 000 evrov, ki bi jim recimo lahko pomagali. Ne. Ampak to je edina osnovna šola, privatna, ki so jo sami Slovenci naredili, ki če ne bo nihče se
se zavzel za to, in Nataša Pirc Musar kot predsednica države bi morala biti prva, ki bi se zavzela za to, bo zaprla svoja vrata. Med drugim recimo tudi, če govorimo o demografski krizi, če govorimo o reševanju demografske krize, seveda je Argentina najbolj, bi rekel, racionalen vir slovenstva, oziroma odkoder bi lahko dobili neko demografsko pomoč, se sprejme zakon, urejevanje državljanstva, se ponudi podjetništvo, se karkoli gor dol. Recimo, jaz sem 30 let nazaj sem v Parizu srečal Hermana Zupana. On je bil predsednik Interpaka, lastnik. To je bila ena največjih firm za embalažo v svetu, še danes obstaja Interpak. On je bil Slovenc. On je bil, to bi bila ena konkretna zadeva, recimo, ki bi jo lahko naredili. Tole, ko govoriš o tej šoli v Argentini, to se zdaj dogaja. To je zdajle. To je zdaj par dni. In pisali so tudi Melanie Trump, in jih je, mislim, da Melania Trump že nekaj podprla. To je bilo decembra lansko leto. Dogaja se pa zdaj, da jim je zmanjkalo sredstvo. Veš kaj, to ne bo presenečen, ker to so igralci tako imenovani, jaz jo imenujem ideologija norosti, to je pravzaprav ta nek lažni globalizem, ali pa bom rekel globalizem z interesom, da oni postanejo torej neka višja kasta, mi ostali smo pa vsi plebejci. To je globalizem, ki ga danes širi ta ideologija norosti, predvsem preko teh svojih predstavnikov, kot je družina Soros in podobno. In kaj pa če drugega? Ona je bila izbrana, ampak ne izbrana v samem štartu, bom rekel, z strani ljudi. Videli smo takrat, kakšne strahovite probleme je imela sploh s pridobivanjem podpisov, ampak bila je izbrana strani te fabrike, ki jo jaz imenujem, bom rekel, podzemna država. Prvi klic ji je prišel javni strani gospoda Kučana, potem je sledila velika medijska podpora, noben medij se ni ukvarjal z njenimi morebitnimi, bom rekel, nečednostmi, pobalinstvi. In potem naiven narod, kot je, pristane na nekaj takega, kar mu starno klukajo v ušesa. Zanimivo, da je ob tej infrastrukturi, v kateri ti govoriš, da je imela težave zbrati podpise. Ampak vidiš, očitno jih je imela. Jaz tega nikoli nisem razumel, kako je potem lahko zmagala na volitvah. Pač je zmagala, ne vem. Je zmagala. Ampak na naslednjih volitvah bo težko zmagala, če bo nek resen protikandidata. In predvsem so te volitve marca pokazale, da si ljudje res želijo neke diskontinuitete s to stalno politiko laži, ker Nataša Pirc Musar je ista kot Asta Vrečko in ista kot Milan Kučan in ista kot vsi ostali. Misli eno, govori drugo, dela tretje. Misli četrto, dela peto, govori šesto. In tako naprej so ljudje, in to je bil Golob, ljudje imajo tega dost. Ljudje imajo svoje realne probleme in pričakujejo od vlade, da jim bo te realne probleme reševala. In kar se tiče Urške Klakočar Zupančiča, to je nujni komentar, nekako, če poskušamo danes naše srečanje oziroma komentiranje v tem smislu izzivov, ki to vlado čakajo, je pač to, da bo treba presekati s korupcijo. To je čisto, bi rekel, aritmetično povezano z rezultatom na prihodnjih volitvah. Zakaj? Bolj, ko bo levica spoznavala, levi volilni korpus spoznaval, kako globoko pokvarjeni in skorumpirani so ti ljudje, ki jih mediji predstavljajo kot najbolj čiste, najbolj plemenite, naprej patati, patata, kot se reče, večja bo abstinenca strani levice v ključnih volilnih enotah. Ključna volilna enota pa je Ljubljana center. Urška Klakočar Zupančič se je spokala v to enoto, kamor so se vsi spokali, od Fajonove, Mesca, Vrečkove, gor dola, ker so pričakovali, da bo ta volilna enota, kjer je največ levih, da jih bo izvolila, da bo ista volilna udeležba. Volilna udeležba, jaz sem to rekel v tej vdaji nekajkrat, da levica ne bo šla na volitve, je bila tu izredno nizka. S tem je levica izgubila po moje 2 do 3 mandate in padla pod tist prag in je zdaj druga vlada. Če bo uspela ta vlada ljudem, in jaz sem prepričan, da bo to naredila, oziroma da bo tle šlo za boj na življenje in na smrt. Ker sem Janšo slišal pri govoru, je rekel, da korupcija ostaja temeljna prioriteta. To je temeljna prioriteta predsednika države. Boj proti korupciji. Boj proti korupciji. Temeljna prioriteta, hvala, ki sem je popravil, temeljna prioriteta, to je tudi temeljna prioriteta od Stevanoviča. Bo še globje padla volilna udeležba na levi, levičarji v Ljubljani,
ki je volilna enota Ljubljana center, je najpomembnejša v državi, je največja in je včasih dajala največ glasov v skupni bazen. Od Jankovića naprej smo bili mi v Slovenci v bistvu ujetniki te prve volilne enote Ljubljana centra, ne? Pa še Bežigrad zraven in tako. In zdaj se je to polomilo, ne? In če bo uspešna ta vlada v boju zoper korupcijo, ne, potem bo še nižja volilna udeležba, zato ker se tudi levičarji so vsi kakršnikoli, ampak niso pokvarjeni, pa kakšni tudi niso neumni. Ne, in točno vidijo to. Ne. In v tem smislu je bil Black Cube največje darilo, bi rekel, desni opciji oziroma volilni enoti, najhujši strup za volilno enoto. Ker so ljudje videli, ne kaj jih je briga, kdo je tisti inštaliral, pa kdo je bil zadaj, ampak tiste obraze, ki jim skozi govorijo, so najbolj pošteni, največji. Ne vem, kako govorijo in denuncirajo korupcijo. To je to. Ja, ampak so pa zdaj zanimive, bom rekel, afere, ne, pa okostnjaki prihajajo zdaj ven, ne, ki zadevajo pač to novo vlado. Ne. Dva taka signifikantna primera sta, ne, ki jih je seveda, po mojem, tako treba pogledati malo tudi z nekaterih drugih plati. Ne. En je ta zgodba tega poslanca resnice, tega Borisa Mijića. Ne. Zdaj, ti njegovi grehi so, ne vem, finančno, ne, primerjavi z kakšnimi recimo odpisi dolgov Zoranu Jankoviću, ne, ali pa podobnimi zgodbami v bistvu minorni. Ne. Je pa to zdaj spremljam že 15 dni, ne, pa 3 tedne že na vseh, na vseh medijih. Ne. Tako, vsa zgodba me v bistvu spominja na tisto afero, kaj je že Aleksandar Pivec. Ne. Kada bi nekdo zdaj detektiral, ne, da je recimo resnica šibek člen, ne, te koalicije, čeprav ni del te koalicije, ampak glasuje zaenkrat podobno kot vladna koalicija. Ne. In imam tako nek občutek, no, kada je bila ta v bistvu zgodba že nekako vnaprej pripravljena medijsko, ne. Da se je samo aktivirala, zato ker pač resnica ni šla, ne, bomo rekel, v ta pravo zgodbo. Ne. Če bi recimo resnica pristala kot glasovalni stroj, ne vem, Golobove vlade, Golobove vlade, te afere zagotovo ne bi bilo. Ne. Ne, mogoče se motim, ampak ne. Jaz grehov ne bom meril, majhen ali pa velik, greh je greh. In dotični gospod je v grehu. Zlasti je po mojem zanga problem, če se izkaže, da je ponarejeval podpise. Dajmo pogledati čistko. Jaz pa lahko res rečem, da mi je, da imam to socialno žilo kar tako občutljivo. Če bi, mislim, pri nas, kot vidiš medijsko, pa pri medijih ni greh, če ti sodišče odpiše 29 milijonov, ali pa recimo gradna Stožica, ali pa samomor tam, pa to greh je, ki se napihuje, greh, ki je sicer greh, ampak ki seže v 30 000, se ne vem. Skratka, greh je greh, človek je po moje, torej za moje pojme, s tako zgodbo prišel v politiko, je nevreden politike, mi je prav žal, je nevreden politike, ampak pri tem se ne smemo, torej pri tem ne smemo končati. Ne? Je imel kar, bom rekel, dobre zglede v ljubljanskem županu, odpisih milijonskih in tako naprej in tako naprej. Jaz tle Pivčeve niti ne bi dajal za tiste 4 fete jaz Pivčev primerjam z vidika tega tempa, medijskega tempa obravnave. Ne, to pa ja. Tako da enostavno tle bo treba postaviti neke nove standarde. Mi je pa degutantno, da tisti, ki so polni opravičil za družino Janković, ko se jim odpisuje dolgove, ali pa kako so se Stožice gradile, da so bosanski, kosovski, ne vem kakšni vse delavci odhajali praznih žepov, celo nekateri si sposojali denar, da so se sploh domov vrnili, ugotovili, da niso bili niti zavarovani in podobno, da sta dva, pogojno rečeno, Jankovićeva direktorja lahko umastila brk in potem, seveda, veš, kaj se je zgodilo, šlo v stečaj, ker smo spet mi, bom rekel, zapirali. Da taki ljudje, ki najdejo opravičila za tiste postopke, danes napadajo tega Mijića. To pa je degutantno. Ampak to, da je pa on prišel v politiko z grehom, pa drži. To je že Kristus je rekel, kdor je brez greha, ne prvi vrže kamen vanjo. Ja, ampak ne smemo pa ločevati. Ne, se pravim, ampak to je samo zgodba. Ne, se jaz nalučujem, se jaz nisem od resnice. Meni se zdi resnica samo konsistentna zadeva in do sedaj, kar so naredili, so ravnali pravilno, modro in pametno.
v tej zadevi Milič nisem bil seznanjen in se pa strinjam s teboj, seveda, da kar je greh, pač tega ne moreš, ne. Ampak seveda ta greh je v nekem kontekstu, ne. To je prvo, da seveda tega ne bi bilo, če bi bila resnica, bi rekel, pri Golobu, a ne, ampak potem, če bi bila pri Golobu, bi bila zagotovo obsojena na smrt, ne. Tako, kot če bi bil Logar pri Golobu, bi obsojen na smrt. Je nemogoče preživeti ob tem, kar bi Golob še naredil naslednjih 4, ker to bi eksplodiral. Že zdaj je mini eksplodiral, potem bi pa Oreng eksplodiral. Se pravi, so se odločili za preživetje v resnici, da so šli na stran boja zoper korupcijo, oni se ne morejo pri Golobu boriti zoper korupcijo, ker to pač je nemogoče, ker Golob predstavlja kontinuiteto te transmisijske zgodbe, ki je vsa v korupciji, ker drugače ne gre, ne, hočem reči, ne, ampak to, kar bije v oči, so dvojna merila. Zdaj so zaprli moravškega župana, ker so mu demontirali kuhno. Poslušajte, lepo vas prosim. O mariborskem županu smo slišali, tam smo enemu najdeli 500 000, tam je kar neko kučarjenje z nekimi parcelami, sem tja, levo, desno, a ne to, kar smo brali, ne, nič se mu ne zgodi. Tega človeka pa zaradi neke montirane, odmontirane kuhne, pa nekih plošč zdaj zaprejo. Ne. Pa to je država dvojnih meril. Kaj to pomeni? Seveda. To pomeni, da mediji zdaj, tega Miliča, pač vse prej so pa Kokotovo, prej so pa rekli, da Katja Kokot se zavzema za to, da bodo mački pa psi cepljeni, to je bilo zdaj pa 2 dni nazaj, obdavčeni, ja, prej je bilo pa še to, da pač so ji pa našli ne vem kaj iz tistega azila za živali, pač, ker je zelo žalostno stanje, jaz vem, ker smo tam pač vzeli na muco, ne, in mislim, vse poskušajo, ampak temeljno vprašanje je pač dvojnih meril, ne, in drugo, kaj mislijo oni zdaj doseči, kaj bo Milič zdaj rekel tako, zdaj bom pa jaz glasoval za Goloba. Pa bo Golob moral reči, poslušaj, se ravno kar smo te označili za nevrednega, da si, ne vem, ves v grehu, a ne, zdaj boš pa naš, a ne, kako bo to... Ne, oni pritiskajo na nadomestne volitve, ne, ker potem, ker gre po tistem sistemu, kot gre, mislim, da gre po večinskem, potem je samo vprašanje, ali je SDS, ali Svoboda dobi. Ampak ključno pri tej zgodbi... Ampak čakaj, še enkrat, da to končamo, v redu, pritiskajo pa ampak kaj bi pa Milič profitiral, če bi odstopil? Halo, ste mi pa samo še se, bi rekel, zakoličil usodo. On mora ustrajati, on mora enostavno se iz tega potegniti ven, se da, takega pa spet ni nič naredil, a ne, se da, ne, največja neumnost bi pa naredil, da bi pa zdaj odstopil. To bi bila pa res neumnost, zakaj bi odstopil? Halo? Potem ne pa odstopijo vsi, za katere se začnemo s posnetki na Black Cubu. Ja. Prosim. Ne, ampak največja tragedija te zgodbe in slika in prilika slovenske novinarske scene je pa ta primer Milič. Namreč, vsaj tako se pohvalijo radi, ne, da so afero Milič odkrili pri Cirmanu. To je človek, ki je v Golobov mandat, če so takrat podatki iz tistega časa točni, prišel s 300 000 evri dolga na podjetje, ne? A drži? Po Cirmanu. Se pravi, v Golobov mandat je prišel z dolgovi 300 000 evrov. Približno. Ne, sem Cirman, vsi, tam na nekem zgledo. Tako, podjetje, ali karkoli so že imeli. Kasneje se je to podjetje prišlo v likvidacijo. Najprej je dolg čudežno zginil. Pa sej, če hočeš likvidirati podjetje, moraš... Potem so pa šli v likvidacijo. Ampak ta človek, za katerega se ve, da je bil pravzaprav Golobov uradni list, trobilo, kar hočete, ne pojasni, recimo slovenski javnosti, pa jaz mislim, da bi bilo to od njega pošteno, kako je on saniral ta dolg. Ker 300 000 sanirati v tako kratkem času... 10-krat več kot Milič. Ja, 10-krat več kot Milič. Tako kratkem času sanirati 300 000 evrov. Zame je to, moram reči, kar izziv. In ta človek danes brez vesti, kaj je počel, kako je, da so pravzaprav njegovi dolgovi skrivnostno izginili, ali pa saj za nas skrivnostno, piše o nekom, ki je ustal v dolgovi 300 000. Res, da ni politik, ampak ustvarja javno mnenje. In ustvaril ga je v privilegiranem položaju. To je sam Golob povedal, da je to najboljši novinar v državi. Sicer res ne mislim, da je res temu tako, ampak on je zlizanost z oblastjo, ki je bila izredno na meji korupcije, če ne celo čez mejo,
je on svoje podjetje pravzaprav likvidiral na način, da so tisti dolgovi čudežno izginili. No, pa Ampak kako pa misliš, da bo? Kaj se bo zdaj zgodilo s tem Mijićem? Ja, neč, jaz mislim, da bi najbolj bi bilo, da bi on počakal, da druga poslanca, Roberta Goloba, ki ima, da ga začne preiskovati, Kosovo začne preiskovati bančni račun v Romuniji, da se tukaj steče preiskava, pa ne čaka, kako bo rekel truplo prineslo po reki. Ker mislim, Svoboda pa res s svojim predsednikom ne more govoriti mislim, tam je pa toliko enih nerazjasnjenih stvari, ki čakajo preiskavo, pa vsi ti ljudje, konec koncev, ki so na posnetkih Black Cuba, so na tak ali drugačen način povezani s Svobodo. Halo, on bi mogel reči, gledajte, bom jaz počakal, da se to razplete. Lej, vse standarde so postavili že davno prej, ampak tudi Svoboda nima kaj preveč zagovoriti. V prejšnjem sklicu imamo enega njihovega poslanca, ki si je asfalt položil, imamo Gregoriča, ki je bil direktor še dolgo potem, ko je bil izvoljen za poslanca. Imamo Roberta Goloba, ki je preprečil, ali pa Urška Klakočar Zupančič, ki je preprečila bom rekel, preiskovalno komisijo o morebitnih pobalinstvih in rabotah v podjetju, ki ga je vodil in tako naprej in tako naprej in tako naprej. In vodil poslanske skupine, ki pa njegove nepremičnine iztržiča in tako naprej. Ne? Ampak hočem reči, se pravi, ekipa, ki se je spravila na tega Mijića, je verjeten, če seštejemo vse zneske, ki bi lahko bili pri njih sporni, daleč pred njim. Ja, ampak prej si rekel, da greh je greh. Se pravim, ampak ne, greh je greh, samo treba je kontekst videti. Če bi se to meni zgodilo kot poslancu, jaz bi odstopil. Res. Ne moramo pa pričakovati od tistih, ki danes tako tulijo nad Mijićem. Drugače je, če Boštjan to reče, karkoli kontra Mijića, jaz ali ti, kot pa če to reče Cirman, če to reče Golob ali pa kdorkoli drug. Ja, kdor je brez greha, kdor je brez greha, na prvi vrže kamen vanjo. Če že gremo po tej logiki, da je resnica obljubljala novo politiko, če jim je ta primer ušel izpod nadzora, da Stevanović tega ni opazil, potem ne odstopčeš. A je to po vašem mnenju rešitev, recimo, da zdaj Stefanović osebno iz svojega žepa pokrije en del tega dolga? Ne vem, je to pravno. Mislim, če je to pravno možno. A to reši greh Mijića, ali kako? Mislim, to potem samo pomeni, jaz mu ne bi zaupal takmu poslancu več, iskreno. To samo pomeni, da govorimo o Stefanoviću, to samo pomeni, da resno jemlje svojo vlogo in svojo stranko smrtno resno jemlje, če pripravljam to narediti, zato ker on ni poznan po kakšnih zelo velikih dohodkih pa premoženja. Če to pripravljam to narediti, to potem pomeni, da izredno resno jemlje svojo funkcijo. To je to. Kaj pa to, da ne bi zdaj dve gradbeni podjetji, konkretno CGP, od Darja Južne pa Kolektor Stojana Petriča, zdaj poplačali neka dela, ki jih je, oziroma jih ni to podjetje, od Mijića upravlja. Jaz ne poznam do te mere, ali se on znajdu v dolgovih zaradi kakršnih koli zadev, kjer so njemu dolžni, ampak če so to podjetja, ki so mu dolžna, naj mu pač poplačajo. Ampak še enkrat, tist, kar meni umazanega v tej celi zgodbi ostane, je to, da delavca ne plačaš. To je meni tisti umazan del. To pač je tako. To se strinjam, seveda. Pa še ena zgodba je, tukaj, ker sem prej rekel dve zgodbi, ena zgodba je pa zdaj s tem SMS-i, ki zdaj prihajajo očitno iz policijskih virov. Zadevajo pa tole Petro Grah Lazar, to je bivša direktorica NPU-ja, ki je zdaj šefinja kabineta pri Franciju Matozu, in pa Valentina Handinaka, takrat kot šefa Darsa, zdaj pa uvarnega ministra. Zdaj je prišel ven nek SMS iz leta 2001, ki nekako dokazuje, mislim, da tožilstvo že potrdilo, da ta SMS obstaja, da je pač ona takrat kot direktorica NPU-ja obvestila Valentina Hajdinjaka, da je žal morala podpisati neko ovadbo in je ni mogla preprečiti in je s tem pač policija je njo zaradi tega ovadila, ampak tožilstvo je to zavrglo. Pravno je mogoče
rešena, ampak v tem političnem smislu je pa upletena v neko zgodbo, ki je na nek način sporna. Ne? Ampak zdaj, je pa to zanimivo, da očitno zdaj nekdo ima te SMS-je na zalogo, ki jih daje ven zdaj za tekoče politične potrebe. Ne? No, zdaj to je pa, tukaj mislim, recimo, jaz bi takoj tukaj pomislil recimo na direktorja NPU, Darka Muženiča, ki se zdaj seveda boji za to, da na nek način preživi. Ne? Lej, zelo nespodobna zgodba. Ne vem, kaj je bilo, da je šlo take stvari, ali se ne zaveda svoje funkcije takrat kot direktor. To je zagotovo sporno. Mislim, to je hudo sporno. Zelo nespodobna zgodba, politično gledano pobalinska zgodba, če nekaj več, jaz nisem pravnik, naj ocenjuje pravniki, tožilstvo je bojda zavrnil. Ampak tukaj gre za drugačne standarde. Ja, tožilstvo je bojda zavrnil, ampak to, kar si pa v drugem delu povedal, da si nekdo na način, ki je torej na odgovorni državni funkciji, kot je direktor NPU-ja, če špekuliramo, mislim, špekulacija, da je to prišlo z NPU-ja, je verjetno zelo natančna lahko. Ne? Da si pa nekdo na ta način, ne, ker pazi, to je pa zdaj spet, imamo nekoga in Darko Muženič, bodimo pošteni, je že v dosedanjem delu vse pokazal, da je država mu manj pomembna kot veljak neke politične stranke, ki ga je nastavil. Ne? Je pa to zadeva, ki bi mogla orang tolčt po zvonovih. Ne? Da nekdo trguje z nečem, kar je pomembno za državo. Trguje zaradi osebnih interesov. Ne? To je pa meni bolj sporno, kot pa to pobalinstvo, da je nekdo nekomu javil, da se nekaj ne dogaja. Videl sem tudi, veš, da je bil tale tisti, ki je pač glasil ven ta SMS, ki je dal ven ta SMS, ne vem, po kakšni poti je prišel ven, ampak je bil kar dosti natančno se je dosti natančno pomislil, kam bo šel. Ne? Ni šel recimo na necenzurirano, ker bi po logiki pač ampak je šel k novinarki RTV-ja, ki je pač, vsaj koliko je spremljal njeno delo, znana po tem, da piše o levih in desnih. Ne? Pač je specializirana na policijo in piše zgodbe, ki enkrat zadevajo enkrat leve in desne. Tako da je bil zelo, bom rekel, pametno lociran, ne, da pride v javnost. Ne. Ni šel recimo k Cirmanu, ko smo ga prej omenjali. Cirmana zelo malo koristil, kot vidiš, za resnico. Za stranko Resnica so ga pokoristili. Ena zadeva je, da v žurnal ven, se spomniš takrat, ne vem točno, kaj je bilo, ne, kaj je bila tudi nekako na isti način, bom go prav pogledal. Žurnal kaj je že objavil žurnal prvi, potem zdaj to, kar omenjaš. Ne, glej, 4 leta vladavine estradnikov pomeni, ko ti nimaš ideje politične, da si moraš pa na nek drug način omogočati prihodnost politično in seveda najlepša je, da postaviš na vodilna represivna ali pa tudi v pravosodju, če želiš, ali pa regulatorje, postaviš ljudi, ki ti bojo nosili te informacije. In to ni nič drugega kot to, kar si povedal, članki na zalogo. Del policije, ki je del policistov, pa policijskih funkcionarjev, visokih uradnikov, ki je imel očitno dostop do teh raznih preiskav, izsledkov, vse te stvari, zdaj očitno s tem politično trguje. Tako je. Politično in iz osebnih koristov. Meni se tudi zdi veliko bolj sporno, dobro, jaz ne odobravam tega SMS-a in tega početja, ampak zdi se mi pa neskončno bolj sporen, bi rekel, politični kontekst, v katerem se to pojavlja, ne, da se to zlorablja za to, da bi recimo nekdo, če po logiki bi rekel, zaključimo iz tega našega razgovora, ne, da bi nekdo si ohranil položaj oziroma da bi nekdo nekoga izsiljeval za ohranitev položaja, kar pa je samo po sebi že kaznivo dejanje, ne, pač, ne, se pravi, zlorabe nečesa in tako, ne, se pravi. Skratka, jaz mislim, da čaka Slovenijo še kar zelo ogromno dela, kjer smo mi že bili in kamor smo se potem pod golobnjakom spustila, ne, to je res neka tema, ali pa neka jama, ki je nobene sosedne države ne poznajo. Problem je pa ta, da ima svet toliko svojih problemov, kot jih nikoli ni imel, ne? Da ima tudi Evropa nerešljive probleme in da se slovenskimi problemi in slovensko zdajšnostjo pač enostavno nimajo energije ukvarjati. Ne? In tle bo treba pogruntati način, kako rekrutirati ljudi dobre volje, da bojo pomagali, saj so povsod, da bojo pomagali, da bo ta voz šel ven iz blata. To gre vprašanje za prihodne generacije, vprašanje za mlade, ki si zdaj recimo iščejo perspektivo, ali bojo ostali tukaj, ali bojo šli ven iz Slovenije in tako naprej. Ne.
To je čas, to je zdaj na nek način kritičen čas. Lej, še enkrat, človek, ki je plasiral ta podatek šele sedaj ven, pa sem prepričan, da... 5 let kasneje. Koliko? 5 let kasneje. No. To ti pove, da temu človeku ni do države v smislu odkrivamo nečednosti, ampak je, dajmo tole v predalček na zalogo, ko pade golob, bom jaz rabil neko zaščito. Tako si jaz to predstavljam. Ampak to je izsiljevanje. Seveda, da je izsiljevanje. Izsiljevanje je kaznivo dejanje. Mislim, to je pa čist... Tle prijemo vsi do istega zaključka. Seveda, da je. Zato pravim. Dobro, še nekaj rečem za na konec, no, ne vem, koliko sta pač o tem obveščena. Jaz sem govoril z nekaterimi ministri, ki so bili zdaj na teh, ki so pač prevzemali ta ministrstva, ne, ali pa te urade od prejšnje pač administracije. Vsi, ampak res praktično vsi pravijo, da so naleteli na polno zasedene kabinete. Ja. Po vseh stigmatizacijah, vse je Svoboda, Levica, vse je zaposlila. Eden od ministrov mi je rekel, da je prišel na ministrstvo, tam so ga čakali trije PR-ovci iz Svobode in da enostavno pač ne vejo nekateri celo, kaj je zdaj sploh tam v tem smislu. Ja, tudi do mene so prišle te informacije, da je pravzaprav, da so zabukirali kabinete, službe in podobno. Celo kroži ena informacija, ki pa prosim lepo novinarju preverite, o Ministrstvu za kulturo, da so tudi kakšne naročilence padale, ne vem, če si slišal, Bojan, za to zgodbo. Naročilence padale za hrano in pijačo, za vnaprej, zelo primitivne. In jaz mislim, da če bo ta vlada dobro skomunicirala, da javnost ne bo zamerila, če bojo iz kakšnih kabinetov leteli kakšni frizerji ali pa ne vem kaj, kar se je zaposlovalo v teh štirih. To se da. Ti primer, recimo, je samo še ta stavek nekega oddelka, ki ga je dobil nekdo od nove sestave, zapustili so ga 22. leta s 5 zaposlenimi, po ministru iz Levice, ko so spet prevzeli, je tam noter 30 ljudi in podobno. Ampak konkretno to ministrstvo ni imelo nikakršnih rezultatov v teh 4 letih. Torej, to se da reševati, to ni nerešljivo, da se ni reševati. Ni tako enostavno, veste. No, hočem reči, naredi se prerazporeditve, naredi se nove oddelke, naredi se aneks k pogodbi za recimo za upravljanje teh in teh, bi rekel, strokovnih izpitov, ki jih morajo imeti, če jih nimajo, da se nek rok, in če ti tega pač ne izpolniš, greš, potem se da, mislim, predvsem pa je bistvena pa strategija pa ta, ljudje bojo to vlado ocenjevali potem, kar bo naredila, in vlada mora pogruntati, se pravi, posamezni ministri morajo določiti svoje prioritete projektov, te so jasne, in potem morajo določiti pot, ki gre recimo lahko dol po horizontali, ne globalno, se pravi, najdete neko linijo v posebnih službah, v ustreznih službah, v ministrstvih, kako bojo to izvedli, kako bojo to naredili, recimo, kako bojo spremenili kurikulume, kako bojo Slovence nehali posiljevati za to, bi rekel, neresnico o naši polpretekli zgodovini. To je ena zadeva. Da se sistematiko, kot se igra šaha, da se ne gre naravnost, ampak se obide, kad skače, recimo, skakač ali karkoli. Da se, če je volja in aparat imajo, nikoli še ni imela ta demokratična opcija tako močne parlamentarne večine, in se da, ampak treba bo nekaj narediti. In jaz sem optimist, da bojo ti ljudje, da so prišli na ta mesta, da bojo nekaj naredili. Boštjan, preden se sploh začnejo lahko s sebino ukvarjati, si morajo zagotoviti ljudi, za katere verjamejo, da bojo izvajali koalicijsko pogodbo. Ti imaš danes zasedenost, torej oni so fiksirali te ljudi v javno upravo ciljno na mesta, kjer se dobro zavedajo, torej govorim zdaj v Levici in Svobodi, se dobro zavedajo, da bo zelo težko katerikoli vladi, v nadaljevanju, torej zdaj ta moment Janševi vladi, realizirati takoj v štartu to koalicijsko pogodbo. Oziroma, oni morajo kadrovsko imajo oni težavo. Oni bojo imeli, če mene vprašaš, oni bojo imeli sabotaže, oni bojo imeli odklone, take in drugačne. To je problem. Ampak dragi Miran, leta 90 je bila situacija še veliko hujša, pa smo zmogli neskončno večjo zadevo kot danes, da smo naredili svojo državo v enem letu. Pa se bojim, da je ta situacija neprimerljiva s tisto, ko se je tudi dobršen del javne uprave želel svojo državo, bili so
Ja, pa so bili, no, nekako. Glasovali so sistematično proti posod, kjerkoli so mogli. Se pravi, ta Kučanova... Ne, čakaj. SD Počas. Dejva gledati, ne zdaj funkcionarje, gledati tistega časa, prenovitelje in povod. Jaz ti govorim o javni upravi. Sej na referendum, torej na plebiscitu se je pokazalo, da je tudi, bom rekel, zaposleni v javnem sektorju, takrat so bili kar masovno za samostojnost. Ampak kaj je pa danes problem? Danes je pa ideološka opranost, ki je sicer tudi deloma bila takrat, ampak nekako iz Jugoslavije v Slovenijo je bil ta prehod za večino ljudi logičen. Danes pa ti ciljno si zaposloval oprane glave, ki so v službi ideologije norosti, ne pa države. In ti boš imel strašne probleme danes. Ti boš imel danes strašne probleme izvajati del svojega programa. Jaz ti povem, par ministrstv lahko naštejem. Jaz mislim, da je kultura minsko polje. Jaz mislim, da je okolje in prostor drugo minsko polje. Tam so Jankovićevi interesi. Tako. Videli bomo, kaj je z gospodarstvom, videli bomo, kaj je z zunanjimi zadevami. Jaz ti lahko naštejem kar neki pozicij, kjer so pravzaprav dobro, mogoče na gospodarstvu Han niti ni te norosti delu, da je zabukeru kabinete. Ampak slišim, da ni bil najboljši odziv na prihod med zaposlenimi na gospodarstvu, ni bil najboljši odziv na prihod. To moramo malo z rezervo imeti, ampak okej. Hočem ti reči, a veš, oni so zapakirali čiste vojake ideologije norosti v te... Ne, jaz se s tem strinjam, treba bo narediti neko rešitev, ampak hkrati tudi misli, da v državi je toliko in toliko nekih čist rutiniranih nalog, ki jih morajo ministrstva upravljati, ki niso ideološke narave, pa so bila zdaj recimo slabo upravljena, potem to tudi ni okolje in prostor ideološke narave, to je pač, se pravi, predpisi. Hočem reči, seveda vem, kaj je zadaj, seveda vem, kaj je zadaj, ampak predpis je predpis in to je to, In tle ima zdaj pač ta vlada ima neke mehanizme, ni čist brezmočna. Ja, so ljudje, ampak vsi ti ljudje niso in tudi ne bodo, ko bojo minevali, ko bo čas mineval, ne bojo kar naprej vsi 100% monolitni. Eni bojo razmišljali tako in drugi. Se vidim, kako je, mislim, konec koncev na univerzi, pač, in nekaj se da narediti, jaz sem prepričan, nekaj bo treba narediti. Treba bo pač vsaj postaviti v tem mandatu, bi rekel, pot, po kateri bo Slovenija v naslednjih mandatih hodila naprej v prihodnost. Treba bo državo vrniti državljanom enostavno. In to je največje vprašanje, zato ker ljudje bodo, sem prepričan, nagradili to, bi rekel, koalicijo, če bo to, kar je obljubila, uresničila. In ta koalicija se zaveda, da mora to uresničiti. In zato pa pravim, da bo šlo tle na boj, na življenje in na smrt. Ja. Jaz se strinjam na kratko. Jaz mislim, da prva stvar, ki je, to sem že povedal, ta vlada naj pokaže voljo, to, kar si tudi ti omenil, voljo, da se nekaj spreminja in naj začne z nekimi spremembami. Seveda bo hud boj ideološki na drugi strani, ker oni zdaj jemljajo, torej Levica in Svoboda, ki prednjačijo v tem, oni jemljajo vse za ideološki boj. Dobra stvar, ki pa je, so pa te, bom rekel, informacije, ki prihajajo in ki so bili za pričakovati, da se pravzaprav glava razpada. Torej, stranka Svoboda, torej tam se dogajajo nemiri in težave, ki so se že začeli. In ko enkrat to propade, ker zaenkrat je ta homogenost veš čem pogojena, to, da jim dajejo sporočila, da bo itak ta vlada septembra padla. Pa ne bo. To je še tisto lepilo ta moment, a veš. Ne bo. In največja informacija pa ta, z tvojega članka, da so vsi opazili, ko so poslušali Musarjevo, kako grozljivo sta so vsi tile Golob, Pirc, Musarjeva in glavni akteri na levi skregani med sabo. To je pa posebna zgodba. Hočem reči, to je pa zgodba, ki absolutno potrjuje to, kar je Miran rekel, da je Svoboda že skregana in razpada. In to je najlepši scenarij, da se bo ta zdaj udarila med sabo, Alenka, pa Bratuškova, pa še kdo. To je odlično. Boštjan pa Miran, najlepša hvala za vajne komentarje danes. Vidimo se prihodnji ponedeljek, do takrat pa ne pozabite, ker je bojanje tudi počave.